pač, kar so me povabili. Meni predstavlja predvsem družinsko tradicijo moje stare mame in moje mame, ki sta obe bili feministki, stara mama prava, moja mama manj ali več, ki so iskreno verjele v nove pravice, ki so iskreno verjele v novi sistem enakosti in ki so se posvečale pomaganju žensk tako, da sem se od njih praktično naučila vsega, kar je bilo potrebno, da postanem feministka dosti zgodaj. Seveda zaradi tega, ker zaslužujemo vsaj polovico mest, ne gre samo za ženske, gre za druge, gre za vse, če hočete, spolne identitete, ki so ne samo zapostavljeni, ampak tudi zmerjani in tudi imajo manj pravic. Torej gre za intimne pravice, ki postanejo javne pravice in to je stara zgodovina feminizma, če hočemo, ne. Potrebno je, da je več žensk v politiki, ker zahvaljujoč temu, da so živeli v patriarhatu, imajo neke izkušnje in so se naučile ogromno. In iz teh izkušenj izhaja neka določena prednost, ki seveda ni biološka, ampak je prednost tistega, ki je probal različne strategije, različne možnosti in ima zelo dobre rešitve v najhujših situacijah, kot je denimo vojna. Tako da danes ženske morajo biti angažirane veliko več kot prej, kar če je nekdo uspešen v vojni zoper vojno, so to ženske. Zgodovinsko in tudi danes. Zaradi tega se moramo v čim večjem številu dobiti 8. marca na Kongresnem trgu, protestirati zoper vojno, predlagati svoje načine, kako se boriti zoper vojno in seveda še predlagati veliko novih načinov, da se sodeluje v politiki, v javnem življenju in povsod.